Arpad Vaš, zmaga na Fazaniji 4-0, verjetno ste zadovoljni. Ja, vsekakor smo zadovoljni, šli smo po zmago, jo tudi dosegli. Sicer v prvem polčasu mogoče malo težje, ampak nam je igra na to stekla, 4-krat smo zadeli in pripeljali tekmo v koncu mirno. To je to. Je zmaga toliko bolj pomembna, ker so Radomlje eden izmed nasprotnikov, ki bi lahko z vami krojil vrh lestvice? Ja, sigurno, saj so lani še igrali prvoligaški nogomet, kar se je tudi videlo, da so organizirani, da igrajo dobro od noge do noge, probali so razviti svojo igro, ampak smo se na to dobro pripravili, dobro vzpostavili ritem in dosegli doseženo. Vsekakor pa je to neki boljši pokazatelj, kot je bila prva tekma. Danes zadetek iz prostega strela, je to vaša specialiteta? Ja, vedno poskušam zadeti, ko le imam za to priložnost. Hvala Bogu, je uspelo. Sedaj ste že 5 točk pred Radomljami, v naslednjem krogu vas čaka Ilirija, še ena zahtevna tekma. Kaj pričakujete od te tekme? Ja, tudi oni so napovedali boj za višja mesta. Mi gremo kot na vsako tekmo po zmago. Čim boljše se bomo pripravili na to, ampak še pred tisto tekmo imamo v sredo pokal in kot vedno pravimo tekmo po tekmo, tudi zdaj ni to drugače. Bomo se pripravili prvič na sredino tekmo in le na to za sobotno. Ante Šimundža po zmagi nad Fužinarjem, danes težji nasprotnik, pa vseeno 4 zadetki v njihovi mreži. Ja, danes smo igrali na svojem stadionu. Danes smo videli, kaj pomeni energija tega stadiona. Enostavno, ko igralci dajo neko energijo navijačem za dobro igro, za dobro predstavo, navijači to dvojno, trojno vrnejo in to je tisto, kar tukaj krasi. In sigurno nam je to dalo dodatna krila v drugem polčasu, ker če si Radomlje ne ustvarjajo cel tekmi niti ene priložnosti, pomeni, da smo bili res na zelo visokem nivoju, tako tekaško, tako taktično in dominirali v vseh pogledih igre. Kako pomembno je bil tisti zadetek pred koncem prvega polčasa, da ste na odmoru šli z prednostjo enega zadetka? Ja, lahko bi šli tudi z dvema, ampak zelo pomembno je to iz prostega razloga, ker smo se držali svojega cilja, svoje strategije, enostavno lomili smo nasprotnika, čakali na priložnost, zadeli vrhunsko in stvari, katere se dogovorimo, fantje zelo dobro izpolnjujejo. Kako pomembno pa je to, da igralec, ki ga pošljete v igro, na to zadane, je to za ekipo, za samega posameznika, kako pomembno je to za vse skupaj? Tukaj moram reči, da definitivno je za strelca ali pa za špico pomembno, da zdene. Moram reči, da vsi fanti, kateri so na klopi, in tisti, ki so prišli noter, in tisti, ki niso prišli noter, so izredno pozitivni. Smo ena družina, katera deluje skupaj, ne glede na to, kdo igra, vsi dajo svoj maksimum. Kar se tiče samega vstopa, že v Ravnah je bilo odlično, vsak, ki je prišel noter, si želi igrati normalno. In danes je ta pristop, katerega so imeli v Ravnah, je tudi danes, je Marošev nagradila z zadetkom. Radomlje so ena izmed ekip, ki naj bi konkurirala za vrh. Eden izmed teh je tudi Ilirija, ki vas čaka v naslednjem krogu. Kaj pričakujete od gostovanja v Ljubljani? Ja, dajmo prvo rešiti pokalno tekmo za Zarico. Delamo korak po korak, enostavno moramo zdaj videti, kakšne so poškodbe, ker imamo neke manjše poškodbe. V sredo igramo Zarico Kranj, ki je tudi ekipa mlada, katera zelo poletna. V pokalu imamo visoke ambicije. Ko bo prišel čas za Ilirijo, bomo razmišljali krat o njih. Omenili ste poškodbe, kateri igralci so torej lažje poškodovani? Ne, lažje ste videli, Bobi je sam zahteval menjavo, enostavno malo težave z gležnjo, upam, da bo to zdravniška služba rešila. Druge stvari so pa takšne od tekmi, kateri se pa zgodijo. Ante Šimundža, hvala in srečno. Hvala lepa.